Ta kandidatka Demokratske stranke verjame, da je tverkanje najboljši način, da ljudi prepriča, naj glasujejo zanjo. Ker veste, moški so pač moški. In pravzaprav ne morem verjeti, da je to resnično. Samo opozorilo za vse naše gledalce, prihaja delna golota, saj se je ta gospa, Shelby Campbell, odločila, da namesto, da bi uporabila pamet, da bi ljudi prepričala, naj glasujejo zanjo, bo uporabila svojo zadnjico. In njena zadnjica je tista, ki ji bo prinesla pozornost in ji zagotovila sedež v kongresnem okrožju Michigana. Spet si želim, da bi se šalila, ampak se ne. Poglobimo se v podrobnosti o teh novih ljudeh, ki jih Demokratska stranka postavlja v ospredje, ker dobesedno nimajo nič boljšega za ponuditi. O moj bog, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Mira K., vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti, všečkati ta video, narediti vse te stvari. Naša misija je, da se upremo in res cenimo, da ste tukaj. Samo v vednost. Kmalu prihajajo zelo razburljive novice. V redu, ljudje, pripravite se čustveno, ker tega ne boste mogli več odmisliti, ko boste to enkrat videli. Preprosto se ne boste mogli vrniti. Sem etična oseba. Ali misliš, da? Sem etična oseba. To je tisto, kar ona tam pravi. Samo v vednost. Bom si še enkrat ogledala. Sem etična oseba. Sem etična oseba. Misliš, da bo tvrkanje pripeljalo ljudi na volišča? Oprosti za besedno igro. Vem. Ja, iskreno, kot sem rekla, moški so nekako, vsi vemo, kakšni so. Poglej, moške, ki so zdaj na oblasti. Kongresna kandidatka Shelby Campbell. Rekla je, da je to njen pogled na to. Ona je kandidatka, Shelby Campbell, ki kandidira za 23. kongresni okrožje v Michiganu. In ona pravi, no, moški so pač ogabni. Torej, zakaj ne bi moških pritegnili na ta način? Zakaj bi naredili kaj elegantnega? Zakaj bi jim poskušala dokazati, da sem vredna njihovega glasu, namesto da jih preprosto tako osredotočim na svojo zadnjico, da pritisnejo tisti gumb in jih v resnici sploh ne briga. Mislim, kako nizko lahko padeš kot človek in kako nizko moraš misliti o družbi, da misliš, da bi to delovalo. To je tverkanje po načelu seks prodaja za tvoj glas v 13. okrožju. Sem uglajena. Sem uglajena. Sem uglajena. Ne delam samo tega. Sem uglajena prastica. To je tisto, kar je rekla. Povej mi, da nisi uglajena, ne da bi to dejansko povedala. Zdi se, kot da vsi samo ponavljajo, da so se samo zabavali. Veš, mlada sem in izkoriščam družbena omrežja. Pravi, da ima zadnjico in pamet. Je študentka prava, mama 2 otrok in nekdanja delavka na proizvodni liniji, ki zdaj na TikToku spravlja lica v zadrego v poskusu, da bi pridobila glasove. V enem od videoposnetkov, ki so prišli na plano, je rekla, jaz sem odlična, ampak ali bi jo prepoznala, če bi jo videla? Ja. Kaj je bilo v ozadju vsega tega? Klitali so me tako, zato sem rada sarkastična. In če me boš tako zmerjal, te bom spravila v zadrego, ker to počneš. Preprosto ti bom vrnila, ker zakaj misliš, da lahko tako govoriš z mano? Moram reči, da še nikoli nisem videla bolj popolnega primera, kako ljudje, ki mislijo, da bodo s tem, ko iščejo pozornost, da bi nekaj dokazali, samo izpadli prostaško. Veš, kako vedno pravijo, če si nesramen do nekoga, to več pove o tebi kot o njem. To je eden najboljših primerov tega, sploh. Ja, samo pokazala jim bom. Nisi jim pokazala ničesar, razen tega, kako neverjetno prostaška si in kako si sramotna. In ta roza kostim in tvoja figica z leopardjim vzorcem ne bosta skrila dejstva, da vsi vidimo, da je to preprosto sramotno. Njena nasprotnica, trenutni kongresnik Sri Tanidar, katerega volilna strategija je recimo bolj tradicionalna. Imam občutek, da ne bo tvrkal pred kamero. Kakšno je vaše mnenje o njem? Jaz si samo želim mlajših ljudi na položajih. In on je milijonar, tako da tega nimam. In on to ima, zato se mu je zelo težko poistovetiti z ljudmi. O moj bog. Sem ženska in tvrkam, on pa je starejši in milijonar. Seveda se mu je s tem zato težko poistovetiti. Poglej, popolnoma podpiram, da se mladi vključujejo v politiko, ampak včasih biti mlad pomeni, da si neizkušen, da si neumen in da delaš neumnosti. In včasih pomeni, da si malo starejši in si zaslužil denar, da imaš izkušnje in nisi neumen. Stavim, da ta moški ne bo tverkal na odru za pozornost. Še naprej nadleguješ kritike in objavljaš še več prispevkov. Ali lahko pričakujemo še več morda kontroverznih videov na tvojem TikToku? Ja, seveda. Moram še malo nadaljevati s tem. Kandidira kot neodvisna. Obrnili smo se na kampanjo Tanidar za komentar. Čakamo na odgovor. Preprosto
Preprosto ne morem prenesti ničesar od tega. Zdaj to je zanimivo, ker tukaj vidimo, da je kandidatka demokratov, tam pa pravijo, da je neodvisna. Ne vem, katera možnost je prava in želim biti previdna glede tega, ker ne bomo kritizirali cele stranke. Ampak mislim, da to precej kaže, kje je naša družba. Nekatere stvari, ki jih bo povedala v nadaljevanju in jih bomo pregledali, vključno z nekaterimi zelo neprimernimi videoposnetki, si bomo ogledali takoj po oglasu in sporočilu našega sponzorja. Pogovorimo se za trenutek o Medicare, ker ste verjetno izbrali načrt na ključno, kar ni najboljša izbira za vas. In zato vam želim povedati o današnjem sponzorju Chapter. Chapter je drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, zdravnike, potrebe in prioritete, da najdejo tistega, ki vam najbolj ustreza. Njihovi svetovalci so na plači, zato ne promovirajo določenih načrtov. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali. Če pa niste, vam bodo pomagali zamenjati. Lani so starejši, ki so zamenjali načrt prek Chapter, v povprečju prihranili $1100. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali vašim staršem, starim staršem ter ljubljenim lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na 6106 80 3337. To je 610 680 3337 in začnite varčevati denar že zdaj. Upam, da boste imeli nekoga, ki vas zastopa v oblasti, ki ne samo tverka, ampak mu je dejansko mar za vaše finančno stanje. Mimogrede, poiskala sem jo. Je ona iz demokratske stranke ali neodvisna? Kandidira kot demokratka. Zato nisem prepričana, zakaj je v tistem poročilu pisalo, da je neodvisna. Ne vemo zagotovo, ampak vse kaže, da je demokratka. In presenečenje. Demokrati so včasih malo nori. V redu. Danes imamo za vas nekaj videoposnetkov. Začnimo s tem, da se v tem videoposnetku norčuje iz ljudi, ki molijo za otroke, žrtve streljanja. Nebeški očka, prosim, reši otroke, da jih ne bi ustrelili s strelnim orožjem. Ni z reformo zakonov, ampak samo z molitvijo k tebi. Prosim, nebeški očka. Neumno, idiot. Skaj. Ja, rekla bi, da je več kot neumno. Mislim, da je dokazala, da je dobesedno izmeček. Poglejmo, kaj ima Newsmax zapovedati o tem. Naslednji je še en demokrat, ki kandidira za kongres. Ta oseba je v Detroitu na drugem mestu po anketah. Pije pivo, kar je v redu. Lahko piješ toliko piva, kot hočeš, če si v tej državi starejši od 21 let. Tako se poskuša povezati s svojimi gledalci. To bi jaz naredila. Ker sem epična oseba. O moj bog, tako mi je slabo. Tako mi je slabo. Prav poglej ta video. Ta video, kot sem rekla, sledi opozorilo na goloto. Prav? Tukaj piše, jaz sem Pička, kandidatka za predstavniški dom Michigana. Pička. To sem jaz. Just sem pizda. Odlično. Ampak bi prepoznal klitoris, če bi ga videl. V redu, samo nekaj misli. Iskreno lahko rečem, da ne poznam niti enega človeka na zemlji, ki bi se počutil dovolj sproščeno, da bi objavil tak video. Res ne vem. Ne poznam niti ene osebe, ki bi mislila, da je to sprejemljivo storiti. Kaj šele nekoga, ki misli, da bi moral kandidirati za javno funkcijo? Naj dodam še nekaj k temu. Če bi kdaj srečala nekoga, ki je objavil takšen video in bi mi potem povedal, da želi kandidirati za javno funkcijo, bi mu to tudi povedala. Zaradi dejstva, da je ta video s tabo na spletu, nimaš nobene možnosti, ker te bodo uničili do tal. In vendar ta ženska objavlja takšno vsebino medtem, ko kandidira in misli, da ji bo to uspelo brez posledic. Ne morem verjeti, da je to resnično. Spet, več. Samo da bo jasno, razlog, da je tukaj prekrivanje, je, ker se ji vidi zadnjica. V redu, zato je morala to prekriti s sliko. Tako intenzivno je njeno tverkanje. Naredi tega prekleteža in to je reklama. Mislim, ali moram sploh kaj dodati? Če ste se spraševali, ali ima ta ženska kakršnokoli integriteto, razen dejstva, da ima zadnjico in da je to v bistvu njena edina vrednost, ki jo meni, da jo prispeva družbi, poglejmo, kaj si misli o vojakih. Mimogrede, ta video je bil nato izbrisan.
Nehajte se zahvaljevati vojakom za žrtvovanje njihovih življenj. Začnimo govoriti. Hej vlada, kaj pa če bi šli vi v te vojne, če se tako odločite? Nočem se zahvaljevati tem moškim in ženskam, ki se pridružijo vojski, ker nimajo druge možnosti. Kot da niso želeli iti v šolo, niso imeli sredstev, nimajo znanja. Nimajo ljudi, ki bi jih imeli radi in zato gredo v vojsko. Vojska izkorišča ranljive skupine. Nehaj razmišljati. Predstavljaj si, da si oseba, ki se nekega jutra zbudi in reče: veš kaj, resnično želim prispevati svoji državi, ker verjamem vanjo in mislim, da je to nekaj dobrega. In potem nekdo tam zunaj reče: razlog, da si tvegal svoje življenje, da bi nas vse obvaroval, je ta, da te nihče nima rad. Kako čudovita, prefinjena stvar za narediti. Mislim, da se na koncu dneva celotna ta zgodba vrne k dejstvu, da je Shelby Campbell morda najbolj prefinjena ženska na planetu Zemlja. In res je utelešenje tiste vrste ženske, ki bi ji želeli zaupati, ko je na položaju. Pogledaš jo in rečeš: ona ve, kako sprejemati dobre odločitve, kako reči prave stvari, kako zadovoljiti svojo volilno bazo, kako ločiti prav od narobe. Ona to preprosto razume. Razume. Vojakom za žrtvovanje svojih življenj. Nehajte se zahvaljevati vojakom za žrtvovanje svojih življenj. Ampak ali ste presenečeni, ko vidite, kakšne ljudi so demokrati postavili na položaje? Ko imate ljudi, kot je Ilhan Omar, ki so prevaranti in jim ni prav nič težko ljudi ogoljufati za vse, zakaj bi mlade demokratske ženske vstale in si mislile: tega pa ne bi smela početi? Zakaj? Zakaj? Mislim, ni presenečenje, da ima tudi nekaj čudovitih stvari za povedati o atentatu na Charlieja Kirka. Živjo! Michiganci, posebej prebivalci Detroita, vam je sploh mar, da je Charlie Kirk umrl? Ja, saj sem si mislila, ker so v mojem okrožju večinoma temnopolti ljudje in Charlie Kirk je govoril grozne stvari o temnopoltih. Torej ne, mislim, da me bo moje okrožje imelo rado, ker se kot belka zavzemam za njih. Torej. Hej Maga, kako zelo boli? Jimmy Kimmel je nazaj, vi pa svojega človeka ne morete dobiti nazaj. Hej Maga. Kako zelo, samo želim ponoviti ta smeh. Pozabi na stvari, ki si jih pravkar rekel. Samo spomni se, to je nekdo, ki skuša priti v oblast. Kakorkoli, poleg dejstva, da je dobesedno odvratna, kot ste videli ta video, in ti videi, in ta video, in ta slasten video, in ta poseben video, in ta. Mislim, da lahko na koncu rečemo, da demokrati potrebujejo boljše ljudi. In kaj je bistvo vsega tega? No, veste kaj? Zabavno, ironično pri vsem tem pa je, da pravzaprav sploh nisem republikanka. Ampak ko pogledam na stanje družbe danes, ko pogledam na vse, kar se dogaja, se vprašam, kako zgrešena je lahko neka stranka, da dejansko mislijo, bi morali izvoliti nekoga takega. Preprosto, dobesedno pozabite na svoja politična prepričanja. Pozabite na to, kaj si ona misli o stvarih. Kako lahko nekdo misli, da je to prava oseba, ki naj bi predstavljala ljudi v vladi? Odgovor na vprašanje, kaj se bo zgodilo, sedela bo na razpravi v kongresu in začela tverkati, ko ne bo dosegla svojega. Je to rešitev, ki jo imate? In mislim, da imam prav tukaj toliko težav z levico. Ker pogledam to in rečem, nekaj je tako neverjetno izkrivljenega v vašem pogledu na svet, da verjamete, da je to normalen odziv, da je to najboljše, kar lahko ponudite, da bi takšna oseba morala tam zunaj predstavljati vas. In zame predstavljati vas. Zame je to resnično bistvo težave. Bolj kot karkoli drugega me moti, da je sploh povsem ne obsodijo ali diskvalificirajo, ampak je bolj tako, kot da mogoče bo to pritegnilo pozornost. Mogoče bo to porazilo zlobne republikance. Joj, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.